Sok, kakšni so bili razlogi, da ste izstopili iz komisije kot član komisije? Torej, razlogov je več. V glavnem pa je temeljni razlog to, da predsednik komisije, gospod Cvikl, te seje vodi čisto po lastnem instinktu, dela, kar ga je volja, besedo jemlje, daje, med samimi sejami tudi, če je potrebno, je zelo žaljiv. Torej, zadnja dva razloga, ki pa sta me prepričala, da v tej komisiji nima več pomena delati, pa je predvsem to, kar se je zgodilo včeraj. Po posvetu namreč ni želel dati na glasovanje sklepa, da se dokazni sklep razširi še z 4 novimi pričami, med drugim tudi z predsednikom vlade, ampak je kar enostavno zaključil, da pač tega sklepa ne bo dal na glasovanje in potem je manjšina, 3 opozicijski svetniki v tej komisiji sama razširila dokazni sklep. Se pravi, manjšina lahko sprejema v tej komisiji kakršnekoli sklepe. To je ena zadeva. Drugo pa seveda, kar me je prepričalo, da nima smisla tu zraven še naprej sodelovati, pa je izvedeniško mnenje profesorja Pribla, za katerega se je ugotovilo, da je potem, ko je primerjal podatke, ki jih je dala v svoji vlogi sistemska tehnika z podjetjem Rotisem, pač ugotovil, da je ponudba Rotisa manj ugodna kot ponudba sistemske tehnike, no potem pa se je ugotovilo, da je gospod član upravnega odbora podjetja Viator Vektra, ki pa je dejansko podizvajalec sistemske tehnike. Torej, z drugimi besedami, izvedeniško mnenje v tej zadevi je delala konkurenca in gospod Pribil je zaposlen v tej konkurenci. To pa seveda pomeni, da takšno izvedeniško mnenje nima nekega pravno veljavnega značaja in od tu se nam je seveda postavilo veliko vprašanj. Mene osebno, s kakšnim namenom, zakaj na takšen način, predvsem pa seveda je gospod Pribil z tem prišel do vseh potrebnih podatkov podjetja Patria, kar pa bo verjetno še imelo kakšno nadaljevanje. Bo podpredsednik vlade prišel na zaslišanje zdaj ali ne bo prišel na zaslišanje? Ja, gledajte, včeraj so razširili dokazni sklep in 3 opozicijski poslanci so sprejeli sklep, da se tudi predsednik vlade mora udeležiti kot priča zaslišanja pred komisijo, torej na podoben način, kot je to danes moral narediti obrambni minister, ki mu je gospod Cvikl 1,5 ure postavljal vprašanja, tudi ponavljal ena in ista vprašanja, potem pa, ko bi naj še drugi člane odbora oziroma komisije te preiskovalne dobili besedo, pa je enostavno komisijo za javnost zaprl, potem pa po 1 uri spet odprl za javnost in prišel z nekimi proceduralnimi sklepi in sicer je bil njegov proceduralni sklep, da naj minister umakne iz vseh teh dokumentov stopnjo zaupnosti interno in vse te podatke, bi rekel, razgrne pred slovensko javnostjo. Vsi vemo, da to ni možno, ker tu gre za poslovne skrivnosti podjetja Patria, podjetja Rotis, da tu gre za vojaško tehniko in da se to pač na takšen način ne dela. Najlepša hvala.